Spoštovani zagovornik načela, gospod Miha Lobnik, spoštovani gosti, spoštovana gosta, spoštovano občinstvo, dobrodošle in dobrodošli na okrogli mizi Enakost v praksi, dostop do OBMP za vse ženske, ki smo jo pri zagovorniku načela enakosti pripravili ob dnevu zagovornika načela enakosti. Pogovor smo združili s predvajanjem celovečernega filma Dokazi ljubezni, režijskega prvenca, v katerem se režiserka in scenaristka Alice Duart osredotoča na izkušnje kvirovskih oseb po legalizaciji istospolnih porok v Franciji. Vljudno ste vabljene in vabljeni, da po pogovoru ostanete z nami na ogledu filma. Pred letom dni je Državni zbor sprejel spremembe in dopolnitve zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, in sicer na podlagi odločitve Ustavnega sodišča, da so deli zakona v neskladju z ustavo. Te so po desetletjih izključevanja žensk iz dostopa do teh postopkov odpravile diskriminatorno ureditev. Pol leta je minilo od dneva, ko so te spremembe tudi formalno stopile v veljavo in postale del vsakdanje zdravstvene prakse. Samske, razvezane, ovdovele ženske in ženske živeče v istospolnih zvezah so tako dobile enako pravico do tega, kar je za nekatere ženske že dolgo veljalo. Kako je prišlo do sprememb zakona in kakšna je bila pri tem vloga zagovornika načela enakosti? Kakšne so izkušnje izvajalcev postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo in žensk v času, ko so še veljali diskriminatorni deli zakona? Ali so spremembe in dopolnitve zakona ustrezne in kako se izvajajo v praksi? Z nami so gospod Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti in eden ključnih akterjev v procesu sprejemanja nediskriminatornih sprememb zakona. Gospod Jani Möderndorfer, nekdanji poslanec Državnega zbora, ki je bil aktiven v zakonodajnem procesu in se zavzemal za zakonske spremembe. Magister Peter Požun, nekdanji svetnik Državnega sveta in nekdanji predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravje in invalide, ki je zakonodajni postopek ustvarjal iz drugega doma slovenskega parlamenta. Doktorica Nina Jančar, na koncu mize, vodja programa oploditve z biomedicinsko pomočjo na kliničnem oddelku za reprodukcijo ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, in gospa Maša Jeričevič Šušteršič, magistrica prava, mama in pravna svetovalka, do nedavnega tudi z področja dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. K sodelovanju smo povabili tudi doktorja Urbana Vrtačnika, odvetnika, med drugim strokovnjaka na področju medicinskega prava in etike, ki pa se nam na okrogli mizi zaradi nepričakovanih in neodložljivih obveznosti ne more pridružiti. Kratek pogovor z njim smo posneli in ga bomo si ogledali malce kasneje. Celoten postopek odprave diskriminacije na podlagi zakonskega stanu in spolne usmerjenosti žensk pri dostopu do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo je trajal skoraj četrt stoletja. Zakon na tem področju je bil sprejet leta 2000 in ni omogočal dostopa do teh postopkov. Ženskam brez partnerja, se pravi samskim, razvezanim in ovdovelim ženskam, ter ženskam v istospolnih zvezah, ki v tistem času še niso bile pravno opredeljene. Aprila 2001 pa je Državni zbor sprejel novelo zakona, ki je med drugim dovoljevala umetno oploditev žensk brez partnerja, omogočila uvoz spolnih celic in spremenila sestavo pristojne komisije za oploditev z biomedicinsko pomočjo. Volivke in volivci pa so novelo zakona zavrnili na naknadnem zakonodajnem referendumu
in sicer po referendumski kampanji, ki je nakazala začetek podobnih kampanj zoper pravice manjšin z ustvarjanjem moralne panike. Nasprotnicam in nasprotnikom novele se je zdela sporna predvsem določba, ki ženskam brez partnerja, ki bi sicer lahko zanosile po naravni poti, dovoljuje umetno oploditev. Gremo naprej, 12 let, kar še ne pomeni, da se v teh 12 letih ni nič zgodilo, dogajalo se je, predvsem v civilni družbi, ampak leta 2013, 2014 in 2020 so poslanke in poslanci Državnega zbora na Ustavno sodišče vložili zahteve za oceno ustavnosti tega zakona. Ustavno sodišče je prvi dve zahtevi zavrglo iz procesnih razlogov, zadnjo pa je združilo zahtevo zagovornika načela enakosti iz leta 2021, kar je tudi izhodišče današnje okrogle mize. Gospod Miha Lobnik, vaša institucija je torej eden od ključnih akterjev pri spremembi zakona. Kako ste se kot zagovornik lotili tega vprašanja? Če sem bolj specifična, kdaj in zakaj ste ocenili, da je obstoječa ureditev nesprejemljiva z vidika načela enakosti in katere konkretne ukrepe ste sprožili, da je sprememba zakona sploh prišla na dnevni red? Hvala lepa vsem tudi za udeležbo na tem pogovoru. Preden vsebinsko odgovorim, sem zelo vesel, da se v tako raznoliki sestavi srečamo, da spregovorimo o teh vprašanjih, ker imamo tukaj nekaj zgodovinskih vidikov, nekaj pravnih vidikov, nekaj medicinskih in izkustvenih in institucijskih stališč naše institucije. In zagovornik načela enakosti je tista platforma, katere način ozaveščanja o tem delu neenakosti pomeni prav to, dialog različnih perspektiv in seveda skupno spoznanje v zvezi s tem. Zdaj tudi sam sem že kot študent leta 2001 bil del kampanje in sicer za, torej, da bi na referendumu preživel tista novela zakona, ki bi pomenila razširitev. Takrat sem deloval v okviru iniciative Svobodna.si, se udeleževal okroglih miz in tisti referendum smo seveda podporniki zelo zgubili. Mislim, da smo imeli nekih 16-20% samo glasov. In tudi sam sem se takrat soočil s tem, ker sem kot študent sociologije si vzel za nalogo seminarsko poglobljene intervjuje oziroma polstrukturirane intervjuje z ljudmi na to temo. In sem hodil po Ljubljani in v parku srečeval različne populacije, med drugim tudi eno mlado družino, in bil šokiran na tem, kakšne stvari sem slišal. Ljudje govorijo pravzaprav o teh strahovih, kaj bo prišlo, če bodo istospolne dve ženski imele otroke in zakaj to ni dobro in tako naprej. Tako da poznavajoč to strukturo predsodkov in tega, da je večina odločila, kako manjšina nečesa ne bo, sem potem naprej v nadaljevanju seveda kot aktivist od leta 2001 do 2012, ko smo imeli kampanjo za družinski zakonik in ta paralelni proces o istospolnih partnerstvih kot takih, ves čas bil priča tudi dejstvo, da je vprašanje otrok bil največji tabu in tudi vir največjega strašenja, ker ali so istospolne družine dovolj varen prostor za vzgojo otrok, kar potem seveda pomeni vprašanje kandidiranja za posvojitelja ali pa seveda takih in drugačnih postopkov, ki so tukaj omenjeni. In iz tega spoznanja sem že takrat pravzaprav opazil eno dvoličnost družbe, da če so, tako kot sem zadnjič vedel od enih znancev, so se ljudje dogovorili, ženski par in moški par, da bodo imeli otroke in imajo zdaj 3 otroke, od katerih je prva hčerka v 3. razredu osnovne šole, eno v 1. in še ena hčerka v vrtcu. Torej, gejevski par, lezbični par so se pravzaprav dogovorili za starševstvo, niso potrebovali ničesar v tem smislu države, ampak seveda vsi niso šli po tej poti in te otroci imajo seveda pravico biti. Vse ostalo je bil pa en proces, kako se je večina soočala s to pravico. Tako da, ko sem postal zagovornik načela enakosti, je marsikdo razmišljal, da bo to ena od nalog, ki se jih bomo gotovo v tej instituciji hitro lotili, čeprav seveda sem sodeloval pa z poslancem Državnega zbora, Janijem Möderndorferjem, prej tudi v pripravi zakona o partnerski skupnosti, ki je imel pa seveda en paradoks, da je prav na nek način izključeval tudi te
možnosti. In te poti mogoče danes lahko malo bolj osvetlimo. Namreč vedel sem, da imamo zakonodajo, ki je v tem smislu diskriminatorna, ampak je bila takrat edina možna, da bi lahko to vprašanje potem ponovno odpirali v nekem kontekstu na Ustavnem sodišču. Ker pa je bil zagovornik nova institucija, ki je seveda skrbi za vse osebne okoliščine in ker je takratna vlada nekako ni predvidela, da bo težav v družbi toliko, da bomo potrebovali dovolj strokovnjakov in strokovnjakov, da bomo lahko sproti te težave reševali, je bilo treba tudi se odločati, katere stvari pridejo na začetku. In ob navalu raznih primerov, ki so pravzaprav prihajali v inštitucijo, institucija se je gradila, rastla, imela tudi nasprotovanja pri tej rasti ali pa zavore. Mogoče je marsikdo bil tudi razočaran, kako pozno pravzaprav smo se mi pravno pridružili temu. Ampak, ko smo se pa pridružili za močno pravno ekipo, takrat je že sodelovala današnja ustavna sodnica, podpredsednica Ustavnega sodišča, dr. Neža Kogovšek Šalamon, da smo pravzaprav napadli potem to zakonsko ureditev v pogojah, tam, kjer se nam je zdelo to smiselno in seveda po svoje prispevali v tem procesu. Vse ostalo je pa potem seveda sledilo. Zato na nek način tudi od tistega trenutka dalje me je zelo zanimalo, kdaj bo prišel ta trenutek danes in sem zelo vesel, da slišim več o tem, kako to poteka, ker do takrat sem poznal zgodbe žensk, ki so hodile v tujino, drago plačevale te postopke, imele otroke. In kot smo imeli pri zagovorniku tudi nedavno primer, so tudi še predlansko leto ženske srečale ginekologinje, ki so zavrnile vodenje njihovih nosečnosti samo zato, ker so sklenile, da bi ugovor vesti uporabljali. In bi to ni mogoče, to smo v postopku dokazali in zastopali to mamo v tožbi, tako da je ta ginekologinja potem plačala oškodovanki primerno odškodnino. Tako, to je iz institucijskega in tudi iz tega procesa od aktivista do pač vodja ene institucije. Hvala, gospod Lobnik. Se obračam na vas, gospod Möderndorfer. Vi ste bili poslanec Državnega zbora med letoma 2011 in 2022 in tudi sopodpisnik pod zahtevama za oceno ustavnosti zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih OBMP leta 2013 in 2014. Kako ste takrat utemeljevali ti dve zahtevi in zakaj jih je Ustavno sodišče zavrglo? In lep pozdrav vsem skupaj. Tako kot je Miha rekel, v bistvu, ko sem dobil povabilo na to okroglo mizo, priznam, da sem mogel še enkrat vse nazaj pogledati, kaj se je res dogajalo, ker se je zelo veliko dogajalo, predvsem letnice in vse ostalo. So pa seveda ob tem, ko prebiranju so se mi odpirale v bistvu določene zgodbe, pogovori in pa neka realna krutost, ki se odvija za kamerami, kjer v bistvu nagovarjaš ljudi in se z njimi pogovarjaš in jih prepričuješ ter argumentiraš, zakaj je kakšen zakon smiselen in predvsem kakšen določen ukrep. Lahko rečem, da seveda je te procesne narave, ki jih vsak reče, zakaj je pravzaprav Ustavno sodišče zavrglo, če greš podrobno prebrati in ko pravzaprav ugotoviš, kaj so bili razlogi, so bili v resnici razlogi predvsem in samo zaradi tega največkrat, ker je tisti, ki jih je vložil, to je še posebej pomemben podatek, imel dovolj glasov, da bi to lahko sam uredil v Državnem zboru. To je bilo odgovor zelo poenostavljeno povedano strani Ustavnega sodišča, namreč zavrnilo je z obrazložitvijo, da Državni zbor, ker smo pač poslanci predstavniki Državnega zbora, takratne koalicije imeli dovolj glasov, da bi lahko to zakonsko materijo sami uredili. To je bila odločitev Ustavnega sodišča. Zdaj se pa človek vpraša, zakaj pa pol niste, če ste imeli dovolj glasov, ne? Razlog je predvsem zelo krut. Tudi v levosredinskih strankah, ki so imele takrat koalicijo, ni bilo dovolj glasov za takšen zakon. Namreč, veste, jaz vedno pravim, ne boj se sovražnika, ker za njega že itak veš, da je. Boj se tistega, ki misliš, da je tvoj zaveznik, ker nikoli ne veš, kdaj bo tvoj nasprotnik. In jaz sem imel strašne težave, strašne probleme prepričevati svoje lastne kolege, misleč, da smo istega svetovnega nazora.
In to se je seveda pokazalo v določenih trenutkih, ko pravzaprav so imeli različne pomisleke, tako da ta odstotek, katerega je Miha omenil, ko je rekel, da je bil referendum na začetku zavrnjen z visokim odstotkom, ta odstotek je 72% od 35% udeležbe na volitvah. To se nekako lahko malo zračunamo, koliko ljudi je pravzaprav v resnici odločalo o tem, a je referendum upravičen ali ne, oziroma veljaven ali ne. Zelo majhen odstotek, namreč večina ni bila povprašana po tem. Zakaj se ljudje v resnici ne želijo temu opredeljevati, pa je zelo jasno. Včeraj sem bil na eni drugi okrogli mizi v eni drugi temi, sicer tudi o človekovih pravicah, in je bil en zanimiv stavek, ki mi je ostal v spominu in ga lahko povežem z današnjo situacijo. Kadar se vmeša cerkev ali država v človekove pravice, potem bo vse narobe. In točno to se je dogajalo ves čas. Cerkev zaradi svojih jasnih dogem, ki jih ima in jih prepričuje svoje vernike in svoje, bom rekel, svoje volivce, donatorje, država pa zato, ker se boji teh istih donatorjev volivcev, ali bojo še naslednji mandat izvoljeni. Zakaj država ureja to vprašanje, se potem človek vpraša, če pa je to človekova pravica? Zato, ker pravzaprav iz medicinskega vidika je že prav, da skrbi, ne nazadnje, da financira, da organizira, da ustvarja in določa merila za pogoje in vse ostalo. Vendar vse ostalo, kar se dogaja na človeški plati, pa seveda presega razum in ki ga ima človek, kadar odloča o teh stvareh. Kadar sem se pogovarjal v Državnem zboru, ko smo imeli resne diskusije, zelo bojevite, tisti, ki je to spremljal, je lahko to videl, ker so se stvari, ker je temu pravim, to je mreža prepletenih sistemov. Mi nismo odločali samo o OBMP-ju, ampak smo odločali o vseh stvareh, pravzaprav tudi o porokah, tudi o posvajanju otrok. In to je prehajalo, ko si govoril o eni temi, si lahko govoril o vseh treh temah. In to je bil večni problem, ko pravzaprav sem jih vedno vprašal na koncu, torej proti čemu pa ste? Povejte, proti čemu pa ste? No, tle nikoli nisem dobil jasnega odgovora. Bili so proti normalizaciji, ki je bila njim nenormalna. In to je ta občutek, ko se vedno vprašamo, kaj pravzaprav predstavniki ljudstva počnejo, ko odločajo o naših pravicah. Predstavniki ljudstva, kdo pa so predstavniki ljudstva? Mi imamo danes v Državnem zboru to, kar gledamo, realno sliko preslikave realne situacije v slovenskem prostoru. In če vi mislite, da v parlamentu sedijo ljudje, ki veliko vedo in so intelektualci in so, bom rekel, prosvetljeni z neko prihodnostjo, potem živite v zmoti in žalosti. In točno to je posledica tega, zakaj smo 25 let rabili, kar smo ugotavljali že mnogo let prej, midva z Mihom smo imela večkrat pogovore na to temo in sva skupaj ugotavljala, da to vprašanje na koncu ne bo rešil ne vlada, ne Državni zbor, ne ljudje na referendumu, ampak žal samo Ustavno sodišče. In točno tako se je zgodilo. Zato smo pol tudi zakon pripeljali o partnerski zvezi, ki je bil povezan s problemom tudi OBMP-ja, ki smo ga vrgali ven iz tega zakona, samo zato, da bo šel skozi koalicijske vode, ker je bil to moj pogoj, zato, da bomo sistematično lahko potem kasneje napadali svoj lastni zakon, ko bo sprejet, če me razumete. In to je bila v bistvu v 2. členu je bila prav umetno postavljena v bistvu ta prepreka, ta zanka, s katero smo pravzaprav odprli vrata na koncu končni odločitvi Ustavnega sodišča v vseh pogledih. Jaz sem danes zadovoljen, ko mi je Miha poslal sporočilo, uspelo je. Sem bil v bistvu izredno zadovoljen. Ne samo zato, ker je uspelo, ampak zato, ker ni bilo vrženih 25 let v smeti. In danes v bistvu pravzaprav nihče ne ve, kaj vse je potekalo in kaj vse smo delali. In to niti ni več pomembno.
Pomembno je, da to pravico zdaj ženske imajo in da lahko živijo, ker to je smisel vsega. Hvala. Obračam se na vas, magister Peter Požun. Vi ste bili v tem času, sicer od leta 2007 do leta 2022, svetnik v Državnem svetu, se pravi v drugem domu slovenskega parlamenta. Kako je Državni svet, v katerem so, tako kot v parlamentu, zastopane v tem primeru različne interesne skupine, sodeloval pri odpravljanju diskriminatornosti tega zakona? Dober dan, hvala za povabilo. Zdaj najprej, da postavim Državni svet v kontekst zakonodaje. Državni zbor je telo, ki sprejema zakone, in po intenciji dr. Bučarja je bilo mišljeno, da bi Državni svet bil pandan, ki bi na eni strani omogočal prenos interesov lokalne skupnosti, družbenih podstatov v odnosu do političnih strank in na drugi strani korektor odločitev v Državnem zboru. In to je seveda z močjo, bom rekel, tega, da Državni svet vlaga zakone oziroma vlaga veto, imel do spremembe ustave celo možnost razglasitve referenduma, bila seveda ena potencialna moč. Sem tako rekel, v času 15-letnega državnega svetništva sem videl, kako se je ta družbeni diskurs v Državnem zboru, kot je rekel Jani, predstavniki ljudstva spremenil iz nekega intelektualnega potenciala razgledanih ljudi, ki so znali poslušati, ki so se znali informirati, kako je ravno na teh temah, ki se dotikajo manjšin ali pa človekovih pravic, kako se je izkazal v zadnjem času ali v zadnjem obdobju kot pravzaprav samo nek prastrah v neki zadevi. Zanimive so bile spremljati debate, tudi v Državnem svetu, ko smo o tem razpravljali, šel za govornico državni svetnik in rekel, saj jaz nimam nič proti, ampak. In ta ampak nikoli ni bil razjasnen in potem tudi enako na odboru. In to, kar je rekel Jani, to, kar se vidi na televiziji ali pa tam, ko si pač v parlamentu, ko zasedajo odbori, in to je seveda nek del predstave, stvari se seveda dogajajo v ozadju, in tudi jaz sem bil pravzaprav parkrat neprijetno presenečen nad temi, bi rekel, levo usmerjenimi ali naprednimi poslanci, ki so kar naenkrat, ko pa je bilo treba stvari udejaniti, so se izkazale drugače. Zdaj bom tako rekel, da smo mi v času mojega vodenja komisije seveda poskušali zadeve na nek način balansirati. Namreč postopek je tak, če komisija da negativno mnenje na nek zakon, pa Državni zbor sprejme zakon, je velika verjetnost, da bo vložen veto, to pa pomeni ponovni postopek, kvalificirana večina, ki včasih tudi ni bila dosežena. Zato bom rekel, da moj bistveni napor je bil ne toliko v prepričevanju, ker pač prepričevati se ni dalo več nikogar, ampak v zagotavljanju glasov, da ne pride do zavrnitve nekega zakona in posledično tudi do veta, se pravi, da ta postopek teče. Tako kot je omenil Jani, seveda se je pa izkazalo, da skozi zakonodajni postopek teh zadev ne bomo rešili. Edina pot bo ustavno-pravna pot, ki bo potem sprožila ta postopek. To je postalo pravzaprav zelo jasno in v tistem trenutku so se tudi, bom rekel, vsi akterji nekoliko umaknili nazaj in rekli, pa ne gre zadeva svojo pot, kakor bo že prišla. Tisto, kar je seveda iz tega zakonodajnega vidika problematično ali pa boleče, je ravno to, da niti ne večina, ampak da neka manjšina odloča o še drugi manjšini ali drugi skupini. Mene je recimo presenetilo, ko je predstavnik invalidskih organizacij bil proti. Že oni, ki so pogosto to izražali svojo neenakopravnost, poskus umeščanja v družbo, pa to, ko se pojavi druga družbena skupina, pa ne, se nima nič proti, ampak. Kljub temu, da je trajalo 25 let, sem jaz zadovoljen, da smo prišli do tega, da sem bil to del te zgodbe, da smo to lahko uresničili, zdaj pa seveda stvari bodo tekle naprej. Jaz upam pa, da je družba toliko zrela in tudi tisti, ki o tem odločajo, da se ne bodo kakšen poskus revizionizma dogodil. Vidimo, da v tej Sloveniji pač so vse stvari možne. Tisto, kar se nam je nekdaj zdelo, da ni možno, da se ne bo zgodilo, se je začelo pač dogajati in jaz mislim, da ta borba za pravice, človekove pravice in pravice manjšin še ni končana. Ves čas se bo ponavljala. Hvala. Hvala.
Vsekakor bomo o tem, kako naprej, spregovorili še na koncu okrogle mize. Preden dam besedo še gostjama, govorkama za tole okroglo kvadratno podolgovato mizo, predlagam, da si ogledamo videoposnetek pogovora z doktorjem Urbanom Vrtačnikom, tako da prosim za predvajanje posnetka. Hvala. Ste odvetnik, med drugim pravni strokovnjak za področje etike v medicini. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ste doktorirali s področja pravnih vidikov biomedicinske pomoči pri spočetju. Katera etična oziroma vrednostna vprašanja je odpiral in še vedno odpira dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo? Hvala lepa za povabilo. Se vam zahvaljujem, da tako pomembne teme uvrščate v okvir delovanja inštitucije oziroma zagovornika načela enakosti. Žal mi je, da danes ne morem biti z vami, močno pa podpiram vsakršno interdisciplinarno razpravo na tem področju, ki je še kako potrebna. Zdaj najprej bi bilo verjetno dobro začeti kar z ustavnimi pravicami, ker ustavne pravice so tisti del etike v družbi in tudi v pravu, ki se razvijajo do nivoja splošne konsenzualnosti oziroma splošne pravne ureditve. In sicer področje oploditve z biomedicinsko pomočjo se je vedno močno povezovalo za svobodo odločanja o rojstvih otrok. S tem, da ta ustavna pravica je dobila v različnih zgodovinskih obdobjih različen pomen in se seveda razvija tudi z razvojem družbe in z novimi dognanji v družbi. Seveda so pomembne pa tudi druge ustavne pravice, kot pravica do zdravstvenega varstva. V odločbah nadnacionalnih sodišč, pa tudi nekaterih evropskih sodišč, se je spočetje z biomedicinsko pomočjo že uvrstilo v polje zdravstvene varnosti in ne zgolj svobode odločanja o rojstvih otrok. Potem imamo pa še druge pravice, seveda, kot so načelo dostojanstva oziroma pravica do dostojanstva, ter praktično cel sklop pravic, ki jih v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah zaobsegamo v okvir zasebnega in družinskega življenja. Tukaj je pomembno, da nimamo v okviru te konvencijske pravice tako imenovanega načela numerus clausus, te pravice niso omejene in se v resnici za obdobje razvijajo. Tako da med temi pravicami iščemo ustrezna ravnotežja, seveda je treba pa močno paziti tudi na prepoved diskriminacije, to se pravi, da se posamezniki v enakih ali pa v pomembno podobnih pravnih položajih obravnavajo enako, posamezniki v okviru različnih položajev pa različno. Zdaj, če gremo morda naprej še en korak dlje na področju medicinske etike. Medicinska etika je po eni strani etika profesionalnih načel, to se pravi načel, ki zavezujejo zdravnike in zdravstvene delavce, po drugi strani gre pa za cel sklop načel, ki jih obravnavamo v medicini, glede na različne udeležence razmeri, ki v zdravstvu nastopajo. No, in v etiki medicinski so se razvila pomembna načela, načelo neškodovanja, načelo enakosti, načelo dobrobiti, načelo enako dostopnosti, ki pravzaprav že prevzemajo deloma tudi pomen nekih konvencijskih pravic in med temi načeli seveda iščemo ustrezna ravnotežja, ko urejamo razmerja v družbi in nenazadnje, ko urejamo tudi na zakonodajni ravni vprašanja povezana z medicino, enako velja za področje oploditve z biomedicinsko pomočjo. Treba je opozoriti na koncu še na eno posebnost. Ponavadi oziroma v splošnem velja, da etika presega področje pravnega urejanja. To se pravi, da imamo širše območje, kjer je lahko neko ravnanje neetično, pa hkrati ni protipravno.
splošno razumevanje tudi medicinske etike, je, da pokriva širše polje vprašanj, kot jih je zmožno urejati pravo ali pa kolikor je smotrno, da jih uvrščamo med pravno urejanje. No, slovenski zakon o zdravstveni dejavnosti pa vsebuje en unikum, ki pravi, da z vidika dolžnostnega ravnanja posameznika pa vsako neetično ravnanje v nasprotju z kodeksi medicinske etike ali medicinske deontologije, hkrati že pomeni protipravno ravnanje, kar pomeni, da smo polje medicinske etike in prava v medicinskem pravu pravzaprav že izenačili. In to je morda pomembno tudi pri vprašanjih, ki jih naslavljamo danes, in pri vprašanjih, ki se nanašajo na biomedicinsko pomoč. Kako pa v tej luči komentirate odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da so bili pred novelo določeni členi Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo v neskladju z Ustavo? Veste, kaj je? Seveda vsaka odločba Ustavnega sodišča je pomembna in se bere na način, kot je zapisano v obrazložitvi. Vendarle pa morda še nekoliko v zgodovinskem kontekstu. Prvi zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo je bil sprejet v letu 2000. Bil pa je plod enega relativno dolgega usklajevanja strokovne skupine, ki mislim, da je bila že ustanovljena tam praktično leta 1996. Kar pomeni, da je šlo za relativno dolgotrajni postopek zbliževanja stališč. Tisti, ki se boste malo poglobili v literaturo, boste ugotovili, da so v tej komisiji bili zastopani člani, ki so bili po eni strani izrazito interdisciplinarni, po drugi strani pa so tudi nazorsko oziroma ideološko pokrivali širok spekter družbe. In menim, da je bilo to dobro. Ker zakon, ki je bil sprejet v letu 2000, je bil dober zakon in potrditev tega pa je, da ni bil noveliran ali ugotovljen za neustavnega praktično do odločbe, ki ste jo omenjali. Jaz ne poznam zdaj na pamet zakona v okviru pravnega reda, ki je toliko časa zdržal brez intervencij, in tudi bil je, če pogledamo primerjalno pravno, izrazito napreden. To se pravi, postopke zunaj telesne oploditve je omogočal že praktično v letu 2000, to se pravi postopke z darovanimi celicami, imel relativno sodobne določbe glede shranjevanja celic, tudi obseg upravičencev je bil takrat primerjalno pravno v resnici usklajen, to praktično, kar je imel takrat cel svet, tako da to je bil prototip enega dobrega zakona. Tako da te odločbe Ustavnega sodišča se po mojem mnenju ne bi smelo tolmačiti na način, da je bil ta zakon v času, ko je bil seveda sprejet in še vrsto let potem kakorkoli problematičen. Je pa res, da se družba razvija, da na področju dostopnosti do postopkov smo prišli do novih spoznanj. Tudi definicija zdravja se je nekoliko razširila. To se pravi, da se ne razteza samo na fizično zdravje, ampak da je v resnici realizacija starševstva pomemben del ene tako socialne kot psihološke komponente človeka, ki vpliva na celokupno zdravje. In ob tem, ko so tudi možnosti medicine postajale čezdalje večje oziroma izboljšane, smo se začeli spraševati o tem, ali so položaji določenih subjektov res tako različni, kot je bilo to šteto leto 2000. Zato je seveda na dlani, da se je razširil krog upravičencev do postopkov, bi rekel v posledici že na začetku večjih zmožnosti medicine in bi rekel drugačnega dojemanja koncepta zdravja in seveda tudi z večjo poudarkom na enakosti, ob tem, ko so se določeni pravni položaji pokazali za enake in ne za različne. Zdaj, recimo za zakonom leta 2000 je še veljalo, da je posnemal naravo, neke naravne procese
biološke. Jaz moram reči, da sem bil do tega koncepta kritičen, ker že pri donorskih postopkih o takšnemu približevanju naravnemu ne moramo več govoriti, pa tudi če imamo partnerja nasprotnega spola. Tako da jaz bi rekel, da je dozorel čas. Ne bi rekel, da je odločba Ustavnega sodišča utrdila, da so bili posamezniki dalj časa v neustavnem položaju. Mislim, da so se te pravni položaji pač časoma razvili oziroma spremenili in seveda je prav, da je prišlo do določenih sprememb zakonodaje, od teh najbolj očitnih, ki imajo vpliv na enakovredno ali pa na enako dostopnost do postopkov, tudi številne druge določbe, za katere smo skozi leta ugotovili, da so potrebne določene prenovitve in jaz mislim, da je ta sprememba oziroma ta novela po eni strani opravlja tiste korekcije, ki jih je terjajo Ustavno sodišče, po drugi strani pa zakon tudi izboljšalo, to se pravi novela izboljšala in pa nakazala že nek trend tudi za prihodnost, kam se to področje lahko razvija. Pa je dejansko, da družbeno-politično ali pravno-politično se vedno išče pravo ravnovesje med napredkom in med neko varnostjo, ker te postopki vendarle prinašajo številne etične dileme, zlasti pri ravnanju z spolnimi celicami in zarodki in te položaje treba ustrezno uravnotežiti. Tako da jaz mislim, da je Slovenija sprejela v letu 2000 dober zakon, tudi zadnja novela mislim, da je bi rekel, nakazala pravo smer in v tem smislu smo lahko dober zgled zakonodajnega urejanja področja tudi v evropskem ali pa svetovnem kontekstu. In če za konec pogledava, kako bodo dozorevali časi še naprej, medicina se kot znanost nenehno razvija, oplaja se s preboji na drugih znanstvenih področjih. Kje vidite morebitno novo polje zavzemanja za dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo in s kakšnimi etičnimi dilemami se bomo pri tem spoprijemali? Ja, jaz se aktualno ukvarjam z eno temo, ki morda se ne zdi na prvo bežogo oziroma na prvi pogled tako revolucionarna, pa mislim, da je potrebna. Jaz mislim, da je treba dostopnost do postopkov OBMP z vidika obstoječih udeležencev in upravičencev poenotiti že na ravni Evrope. Skratka, primerjalno pravna analiza nam kaže, da so že pravne ureditve že v državah članicah EU precej različne, prav tako pa tudi realne zmožnosti, zlasti na področju donorskih postopkov. In zdaj spomnimo se pred desetletji primera iz Velike Britanije, kjer je ta National Health Service pravico do OBMP-ja podeljeval po nekih regionalnih enotah. In glede na to, da so bili številčno te postopki omejeni, koliko jih je posamezna regija bila sposobna izvesti, so, bi rekel, lokalne izpostave NHS-ja določale svoje kriterije. Kar je pomenilo, da je v enih delih Velike Britanije so kriteriji za dostop do OBMP-ja bili mnogo strožji kot v drugih delih Britanije in seveda teorija tudi pravna je tak položaj kot izrazito neustrezen okarakterizirala, da pravica do OBMP ne sme biti post-call dependent, da ne sme biti odvisna od poštne številke. Zdaj, če recimo analogno to pogledamo na pogoje za donorske postopke OBMP po Evropi in tudi delno na, bi rekel, vprašanje upravičencev, posthumne oploditve, anonimnosti in neanonimnosti, vidimo, da prihaja do takih razlik, da je precej odvisno od tega, v kateri državi EU si se rodil ali pa si odrastel in ki imaš kakšen dostop do teh postopkov. Tako da najprej se jaz v okviru svojega akademskega delovanja, pa tudi v okviru institucije ESHRE oziroma združenja ESHRE borim za to, da bi se vzpostavil enoten register donorjev in da bi se vsaj osnovni pogoji za dostopnost do postopkov v Evropi poenotili. Jaz mislim, da je iluzorno, da bi rekel, vsa etična in pravna vprašanja v Evropi uredili enotno, ampak to osnovno dostopnost mislim, da bi bilo smiselno poenotiti. Drugo je pa, bi rekel, res prihodnost ali pa futurizem. Vemo, da imamo nove in nove postopke, od transplantacije maternice, tudi že postopkov
bi rekel, umetnih implantantov namesto maternice, ni nujno dolgoročno, da se za to potrebuje žensko telo, kar z vidika spet teh enakosti in različnosti položajev prinaša nove izzive. Sprašujemo se lahko spet o krogu upravičencev in bi rekel, dokje res diskriminiramo in ne diskriminiramo glede na zmožnosti, ki so ali pa bodo v medicini na voljo, ne? Ampak seveda pa smo realisti, ne? To se pravi, vsak napredek je treba, bi rekel, ovrednotiti tudi v luči varstva drugih ustavnih pravic, pravice do dostojanstva, a ne pravice do zdravstvenega varstva. Že pri surogatnem materinstvu se izpostavljajo vprašanja prave avtonomije ženske, sorazmernosti posega v telesno in duševno integriteto. To se pravi, da bomo v prihodnosti morali napredek in, bi rekel, ustavne pravice ustrezno uravnotežiti, da bomo še vedno imeli vzdržna pravna pravila, ki bodo hkrati dovolj napredna in dovolj varna, da bodo kar najbolj koristila človeštvu. In tukaj jaz vidim, da je izziv v resnici enak, kot je bil tudi v preteklosti, le okoliščine se seveda skokovito spreminjajo. Tako da tukaj mislim, da bo da obstajajo glavni izzivi za prihodnost. Hvala doktorju Vrtačniku. Glede na to, da je doktor Vrtačnik izpostavil drugačen pogled na to, kakšen je bil zakon iz leta 2000 in da mogoče 25 let v njegovih očeh ni dolga doba, ampak kaže na to, da je bil zakon res dober. Dajem priložnost vseeno, če želite mogoče gospod Lobnik komentirati oziroma karkoli dodati na to, kar je povedal doktor Vrtačnik. No, hvala. Na kratko se res Urbanu zahvaljujem za sodelovanje in tudi, da je v zadnjem hipu, ko je dobil obveznost v tujini, bil pripravljen to posneti in je zelo nehvaležno z njim polemizirati takole v samo enostranskih izmenjavah. Se mi zdi, da je, kot je omenil, se družba razvija, res se sedaj bolj transparentno o teh temah pogovarjamo. Mogoče bi to rekel, ja, meni kot sociologu so pa te termini, da se družba razvija, precej prazni, a ne? Kaj to pomeni, da se družba razvija? Mogoče kdo premaguje svojo homofobijo, mogoče več ljudi premaguje svoje odpore, a ne? In v smislu definicije zdravja, ki je bila omenjena, sem pomislil, zdaj je pravica do starševstva postala eden od pogojev razumevanja zdravja in zdaj gre to še vedno po tej logiki, da je pravzaprav pravica ljudi, da so starši, ne? Tako, ker zdaj se bo to podelilo, ker razumemo pomen starševstva za zdravje, ne pa zato, ker so ljudje, so lahko tudi starši in jim lahko sistem pri tem na neki ravni pomaga. Po drugi strani je pa definicija zdravja lahko tudi metafora za to, da je vendarle en del javnosti v skladu z medikalizacijo homoseksualnosti istospolna razmerja zgodovinsko začel razumevati kot patološka razmerja in tudi skupnosti razumejo kot neprave, kot problematične in iz tega preventivno se bal za otroke, ki bodo v njih odraščali. In da je lahko ta napredujoča definicija zdravja pravzaprav razumevanje, da ni nič narobe z zdravjem istospolno usmerjenih oziroma da se razvija družba takrat, ko homofobije opuščajo svoje strahove. Da ni bilo škode dalj časa, bo pa po moje lažje povedali sogovornici, ker v tem času, zdaj ko smo v času, ko je rodnost velika vrednota, se mi zdi izjemno primerno in prikladno, da se tudi mi pogovarjamo o tem majhnem segmentu, ampak vemo, da se velike stvari seštejejo, a ne? In da je pač tudi prispevek istospolnih družin k slovenski rodnosti pomemben prispevek in nažalost smo v tem času pridelali kar nekaj zamude. Namreč, ko govorimo o dimenziji med napredkom in varnostjo, sem bil vedno na stališču, da varnost, ki predpostavlja, da te raje ni, kot pa da se rodiš s kakšno pravico manj, ni varnost, za katero bi se lahko v imenu tistega, ki ga potem ne bo, mi zavzemali.
Doktorica Nina Jančar, torej nadaljujemo z vami kot vodja oddelka za oploditev z biomedicinsko pomočjo na ginekološki kliniki UKC Ljubljana. Ste in ste bili v neposrednem stiku tako z zakonodajnimi omejitvami preteklega zakona, kot tudi z ženskami, ki so jih te omejitve tudi neposredno prizadele. Kako je to vplivalo na vaše delo? In kako ste se na vašem oddelku spoprijemali z morebitnimi situacijami, ko ženska ni izpolnjevala diskriminatornih zakonskih meril? Ja, najprej hvala lepa za povabilo. Jaz kot zdravnica težko presojam pravna vprašanja diskriminacije, ne? O tem odločajo sodišča, Ustavno sodišče in drugi pristojni organi. Lahko pa povem, da smo na našem oddelku vedno delovali v skladu z veljavno zakonodajo in da danes vsem pacientkam, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, zagotavljamo enako strokovno in kakovostno obravnavo. Zdaj, v času, ko je bila dostopnost postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo zakonsko omejena na skupine, v bistvu na pare moškega in ženske, se v praksi sploh nismo srečevali v bistvu z istospolnimi ženskami, pari in pa z samskimi ženskami, ker v bistvu so zakonodajo poznale, a ne, in niti niso iskale naše pomoči, a ne. Zdaj, z medicinskega vidika moramo pa razlikovati, ali gremo za zdravljenje neplodnosti ali pa omogočanjem nekako dostopa do reproduktivnih postopkov osebam, ki v bistvu nimajo moškega partnerja, ne. Zdaj, kot veste, neplodnost je tradicionalno definirana kot nezmožnost zanositve po 1 letu rednih nezaščitenih spolnih odnosov pri paru moškega in ženske, a ne. Torej, v bistvu v tem smislu pri samskih ženskah in istospolnih ne govorimo o neplodnosti, a ne, v klasičnem medicinskem pomenu, ampak v bistvu nekako do omogočanja starševstva, ne, da bi rekli tako. Torej, kot rečeno, a ne, zakonodajalec nam narekuje, kako mi delujemo, in mi kot zdravstveni delavci in javna zdravstvena ustanova smo v bistvu dolžni delati po navodilih zakona, prej tako, sedaj tudi z novimi upravičenci, a ne. Zdaj so se te pravice razširile in mi se bomo trudili, da bomo pač vsem omogočali visoko kakovostno, strokovno, nediskriminatorno, če že rečemo, a ne, in enakovredno obravnavo v bistvu vseh uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev. Hvala, doktorica Jančar. No, v tem obdobju, ko v Sloveniji ženske, samske ženske in ženske, ki so živele v istospolnih partnerstvih, zunaj zakonskih skupnostih ali pa celo v zakonski zvezi, so odhajale v tujino, o tem nam bo več povedala gospa Maša Jeričevič Šušteršič. Z vašo ženo sta se pred leti odločili, da si ustvarita družino. Kako je potekalo uresničevanje vajine odločitve in s čim ste se srečevali na tej poti? Ja, najprej hvala za povabilo tudi z moje strani. Sem vesela, da se danes v taki zasedbi pogovarjamo o tej zelo pomembni temi. Ja, res je, ženo sva se v bistvu odločili za družino okoli leta 2019, takrat v Sloveniji še ni bila omogočena dostopnost do OBMP-ja za istospolne pare, tako da so v bistvu nekako znotraj skupnosti poiskale neke informacije o klinikah v tujini. Med drugim smo tudi sami seveda naredili neko manjšo raziskavo o kakovosti klinik, cenah in tako naprej, tako da smo se odločili za kliniko v Avstriji. Postopek je pa v bistvu potekal gladko, moram reči, se pravi, pač določen del postopkov sva pač opravili v Avstriji, seveda je bilo vse samoplačniško, tudi tukaj mogoče kot pravnica omenim, da je šlo za neke vrsto dvojno diskriminacijo, ker eno je to, da v Sloveniji, kljub temu, da smo tudi vsi, ki hodimo v službo, plačevali davke in prisostvovali nekako ZZZS-ju, da je plačeval OBMP-je za ostale upravičenke, niso vsi pari imeli možnosti iti v tujino ali pa vse samske ženske, ker je to v bistvu res velik finančni zalogaj bil in tudi je še danes za tiste, ki se tako odločajo. Tako da mi smo začeli postopek v Avstriji, neke vmesne preglede in pa sam porod, to je pa potekalo v Sloveniji, tako da zdravljenje
v smislu zdravila in tako naprej, to je bilo vse samoplačniško. No, ker ste bili tudi v bistvu svetovalka v pravni svetovalnici pri društvu Legebitra dolga leta, s kakšnimi izzivi so se pa srečevali drugi istospolni pari, ki so si želeli ustvariti družino v Sloveniji? Ja, v bistvu se je res veliko oseb obračalo na pravno svetovalnico z podobnimi vprašanji, kako postati starš. Raznolika vprašanja so prihajala od zelo praktičnih, katero kliniko naj izberem, v katero državo naj grem s partnerko in tako naprej. Moram reči, da tudi samske ženske so se na koncu pa obračale na nas, ker smo imeli nekako kot skupnost veliko teh informacij in izkušenj. Šlo je tudi za pravno formalne vprašanja, kako je z ureditvijo starševstva, ker v bistvu pred letom 2019, če omenjam, je v bistvu bilo tako, da ko je nek par odšel v tujino na OBMP in se je otrok rodil potem v Sloveniji, je bila samo biološka mama vpisana v rojstni list otroka. Tako da tukaj je bilo tudi veliko vprašanje otrokove koristi, zato ker je v bistvu potem nebiološka mama morala enostransko posvojiti tega otroka in si lahko predstavljate ta postopek, če je potekal čisto gladko, je trajal vsaj leto dni. In če bi se v tem vmesnem času recimo biološki mami kaj zgodilo, lahko že pri porodu, lahko kasneje, je bilo veliko vprašanje otrokove koristi v smislu pravic in dolžnosti nebiološke mame do otroka. Tako da bila so ta vprašanja, veliko vprašanje je bilo tudi želja po neki delitvi izkušenj znotraj skupnosti, potem pa neke stiske, mogoče če omenim nebioloških mam, ki so se srečevale z nekim pomanjkanjem vloge v družbi, kako naj se obnašajo kot nebiološke mame, kako naj živijo to svojo vlogo. Ja, pa vprašanje starševstva, ki pa pač, kot sem omenila, pred letom 2019 je bila potrebna ta enostranska posvojitev. Po letu 2019 pa tudi s pomočjo zagovornika načela enakosti in Legebitre in še nekaterih drugih akterjev se je pa omogočila možnost, da so nebiološke mame imele možnost tako imenovanega priznanja očetovstva ali pa domneve očetovstva. To poimenovanje je še danes po vseh ustavnih odločbah in zakonskih spremembah, ki so doprimogle k enakopravnosti, pa še vedno ostalo enako. No? Tako da v bistvu tudi jaz kot nebiološka mama sem imela očetovski dopust, očetovsko nadomestilo, domneva očetovstva je veljala zame in tako naprej. Poleg teh izjemno velikih izzivov, ki so jih istospolni pari in samske ženske morali premagovati do tega, da so si lahko ustvarile družino, so pa tudi neki manjši izzivi, kot je recimo to, da ste se morali pogovarjati o nekih zelo intimnih zadevah v vašem življenju v tujem jeziku, da ste morali vzeti dopust in po zakonu o delovnih razmerjih je dopust namenjen počitku delavke in delavca. Se pravi, je tukaj ena vrsta tudi manjših izzivov, ki so jih vse te ženske morale premagovati. Se strinjate s tem? Ja, sigurno. To je bil kar nek tak velik projekt, no, če čisto povem, ker tako kot ste omenili, že samo to potovanje v Avstrijo ali pa nekateri so hodili tudi v druge države, kalkuliranje potem, če je šlo, ne vem, za IVF postopek, kdaj točno biti v Avstriji za določene medicinske posege in tako naprej, seveda dopust, niti pripadal bolniški stalež in tako naprej. Ja. Pa se premaknemo korak naprej. In sicer, doktorica Jančar, kako v grobem po trenutni zakonodaji poteka postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo? Na koga se mora ženska najprej obrniti? In predvsem nas zanima, kako se postopki OBMP za raznospolne pare razlikujejo od tistih za samske ženske in ženske v istospolnih zvezah. Ja, torej po prvotnem zakonu iz leta 2000 smo torej uporabili postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo, takrat, ko druge oblike niso bile uspešne ali pa niso bile možne. Torej, ženska oziroma par se napoti v tako subspecialistično ambulanto za zdravljenje neplodnosti, kjer se potem napravi določene preiskave, torej pregled semenskega izliva partnerja, pregled ženske, hormonske preiskave,
da rečem, test prehodnosti jajcevodov, kakšne histeroskopske, laparoskopske operacije, če je to potrebno, oziroma če ni potrebno, se pač odloči, da je na mestu postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo, a ne naprimer, da gre za odsotnost semena v izlivu, pa je zamrznjeno seme zaradi raka, naprimer v mladosti, ali pa da je ženska brez obeh jajcevodov, zaradi 2 zunaj materničnih, tam vemo, da je v bistvu edin možen postopek zdravljenja, oploditev z biomedicinsko pomočjo. Potem obravnava ta par strokovno posvetovalno telo centra za OBMP, a ne, pač vsakega centra posebej, to je tudi zakonsko določeno. Za postopke z lastnimi spolnimi celicami je dovolj odobritev ginekologa, torej subspecialista reproduktivne medicine in pa embriologa. Medtem, ko pri darovalskih postopkih, kar je pa enako za raznospolne, a ne, kot zdaj, kot samske ženske in pa istospolne, a ne, zdaj po novi noveli, je pa v bistvu postopek nekoliko bolj razširjen, a ne. Potem, ko ugotovimo, da je na mestu postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo, se pošlje par na psihološko svetovanje in na strokovno posvetovalno telo, ki je tukaj razširjeno od ginekologa in pa embriologa, še dodatno socialnega delavca in pa pravnika, a ne. To nam tudi narekuje zakon. Zato so te zadeve nekoliko bolj dolgotrajne, a ne. Potem gre dokumentacija na Državno komisijo za OBMP, ki zaseda pri Ministrstvu za zdravje, in ta Državna komisija za OBMP potem izda soglasje, da je par bodisi raznospolen, bodisi istospolen, bodisi samska ženska upravičen do postopka z darovanimi spolnimi celicami. To je enako, če gre za darovano seme ali pa za darovano jajčno celico, ker namreč imamo upravičence v bistvu za obe vrste darovanih gamet, ne. Zdaj, sam postopek OBMP je pa potem sestavljen iz hormonske stimulacije pri ženi, da z namenom, da pridobimo več jajčnih celic, a ne, ker z eno jajčno celico v naravnem ciklusu je v bistvu postopek zelo, zelo slabo uspešen. Če pridobimo nekje 9 do 15 jajčnih celic, kar je nekako optimalno, to pridobimo po nekih 10 dneh spodbujanja jajčnikov s hormoni, se potem gamete združijo v laboratoriju, a ne, bodisi z klasičnim in vitro fertilizacijo, kjer se na pridobljene jajčne celice nakapa prečiščeno seme in se potem preko noči v bistvu zgodi oploditev, a ne, semenčice same oplodijo, do postopka intracitoplazmatske injekcije spermijev, kar uporabimo pri hudih oblikah moške neplodnosti ali pa pri vseh postopkih z zamrznjenim semenom, kar je predmet tudi postopkih z darovanim semenom, a ne, tam pa embriolog v bistvu v jajčno celico vbrizgne najlepšo morfološko, najhitrejšo in najlepšo semenčico v citoplazmo jajčne celice in na to spet naslednji dan opazujemo, kako uspešna je bila oploditev. Zarodke načeloma hranimo in gojimo v laboratoriju 5 dni in 5. dan potem gre za prenos enega zarodka v maternico ženske, nadštevilne kvalitetne zarodke se pa zamrzne za kasnejšo uporabo. Koliko samskih ali razvezanih, odovelih žensk in žensk živečih v istospolnih zakonskih zvezah ali zunajzakonskih skupnostih je pa vaš oddelek v tem času, se pravi v zadnje pol leta, obravnaval in kakšna je po vaši oceni potreba te skupine žensk po postopkih? Ja, zdaj jaz lahko govorim samo za našo kliniko, a ne. Torej, ta zakon je bil v Uradnem listu v bistvu objavljen že novembra, ne, če se ne motim 18. In takoj v bistvu so se je nekaj istospolnih ženskih parov in pa nekaj samskih žensk že obrnilo na nas in do zdaj gre za 6 parov istospolnih ženskih parov in pa za 4 samske ženske. No, to je bilo v pol leta v bistvu 10 upravičencev, da rečemo, a ne.
Dejansko so pa postopki z darovanimi jajčnimi celicami, pa darovanim semenom je pa tako, za konec leta 2025 je čakalo 30 parov za postopke z darovanimi jajčnimi celicami in pa 32 parov za postopke z darovanim semenom, če govorimo o raznospolnih partnerjih. Se bomo vrnili še k temu tudi vprašanju. Miha Lobnik, na koncu so dejanja zagovornika načela enakosti, se pravi organa, katerega predstojnik ste, privedla do sprememb in dopolnitev zakona, o katerem danes govorimo. Kako gledate na ta dolgotrajen proces in glede na vse do zdaj povedano, ali lahko štejemo to vprašanje za urejeno ali ostaja še kaj po vašem mnenju, kar bi bilo veljavno urediti v prihodnje? Jaz sem upal, da bo dr. Jančareva že povedala, koliko otrok se je že rodilo, ampak če sem se prav sešteval mesece, še ne vemo. Ja, pa tudi to se ne govori, ampak tako, v tem smislu vesel pa sem, da se očitno pa bo to zgodilo ali pa se dogaja nosečnost na ta način. Rekel bi pa tako širše, kar velja za institucijo zagovornika načela enakosti, da je to institucija, ki ima v svojem poslanstvu preplet tako prava kot družboslovnih, socioloških, socialnega dela in drugih prvin humanistike. In ravno zato so dragocene takšne multidisciplinarne okrogle mize, kajti mi se ukvarjamo s tem, da sistemsko poskušamo razumeti in dati pomen temu, kako ljudje to doživljajo, kajti potem kasneje v filmu ob 8, za katerega vas toplo vabim, da si ga ogledate, bomo res videli to, kar mi debatiramo v eni taki življenjski situaciji, kako drugačno gre življenje, mislim, kako je ena stvar debatirati stvari takole za okroglo mizo, kako pa drugače stvari tečejo. In ta vprašanja, ki mene še vedno se odpirajo iz te debate, je pravzaprav, bi kolegico Mašo Jeričevič vprašal, koliko je stalo istospolne ženske, kadar so šle na oploditev z biomedicinsko pomočjo, a ne koliko so investirale same v to, da so postale matere, mamice, otrok. In ko govorimo seveda o tem, da je ta stvar šla počasi, bi dodal eno splošno spoznanje našega dela pri zagovorniku. Namreč v tej situaciji so ljudje, ki želijo biti starši, čeprav so v bolj nekonvencionalni situaciji, pa so ugotovili, da bi lahko to socialno starševstvo izvajali, ga želijo izvajati, torej ne biološko starševstvo, v situaciji, ko so zelo zaščitniški do svojih otrok, saj vejo, da bodo te odraščali v družbi, ki bo za določenimi predsodki doživljala tak tip družine, kar pa nažalost vodi v to, in mislim, da so s tem pač povezane tudi počasnosti teh procesov, da na način, kako se ta družba spreminja, zelo vpliva v to, da lahko se ljudje izpostavijo in rečejo, to so moji otroci, nastali so tako, kajti s tem seveda bi izpostavili otroke, in oni imajo ta materinski zaščitniški medvedji pristop, tako da je bilo vedno zelo težko v preteklosti dobiti za kampanje senzitivizacije, bom rekel autiranje, mi poznamo autiranje, ko kdo razkrije, da je gej, lezbika in tako naprej, da tega ne skriva več, kar je bilo pravzaprav najtežje pri ljudeh, ki so bili starši istospolni. In to je bilo tisto, kar je nekako potem zmanjkalo v tej hitrosti, in tako da na nek način se mi zdi, da pravo obdobje istospolnega starševstva še prihaja in zdaj v času, ko je Slovenija svoj fokus usmerila v rodnost, bo to lahko dragocen prispevek, kajti zdaj bomo slišali, koliko so ljudje že sami investirali v to, v času, ko so bili diskriminirani, ko se je družba razvijala, pa so otroci ravno tako odraščali. Po drugi strani pa mislim, kot sem spoznal nedavno, obstaja zdaj veliko različnih alternativ, kako so ljudje svojo željo po starševstvu uresničili in da bodo te postajale vedno bolj znane, prepoznane in na ta način seveda tudi osmišljevale življenje in delale družbo na nek način bolj sprejemajočo. To je en tak komentar na vse povedano. Hvala, gospod Lobnik. Maša Jeričevič Šušteršič, kar prosim.
Ja, zdaj to so informacije, ki jih imam jaz, tako da ne bom zdaj govorila za vse splošno skupnost in tako naprej, ampak postopki so zdaj spet odvisno, gre za inseminacijo, gre za IVF, ampak postopki v tujini so stali tam od 6,000 naprej. Ponavadi je to šlo, če govorim iz svoje izkušnje, je bilo okoli 10,000 v prvo uspešen IVF, kar je pač tudi ni nujno, da je temu tako, tako da gre v bistvu za kar visoke zneske. No. Ostajam pri vas. Vem, da trenutno svoje pravno delo nadaljujete pri drugi nevladni organizaciji, a vseeno, kje vi vidite težave ali pa možne težave pri izvajanju sprememb in dopolnitev zakona z vidika žensk in kje morebitne rešitve? Ja, mogoče, če začnem s tako praktično težavo, ki mislim, da se jo da seveda tudi razrešiti, je manjko darovalcev, to, kar ste tudi že vi omenili. Jaz mislim, da bi zdaj, če bi želeli zmanjšati čakalne vrste, obstajajo pač tudi v tujini mednarodne institucije, kjer pač to so European Sperm Bank ali pa kakšne druge banke darovanih spolnih celic, tako da neko mogoče sodelovanje s tujimi organizacijami bi lahko seveda pač se preprečile te čakalne vrste oziroma tudi preprečilo to, da bi bilo potrebno mogoče pare pošiljati v tujino z možnostjo povrnitev sredstev strani ZZZS-ja. Nek tak pravni vidik, o katerem smo tudi z doktorico že enkrat govorili, je pa neka določba tega zakona, ki govori o tem, da lahko en darovalec v bistvu oplodi do 2 družini, do 2 otroka, kar pa je neka čudna omejitev, tudi če gledamo primerjalno pravno druge ureditve v Evropi, v bistvu je ponavadi omejeno tudi na ravni EU prava, je omejeno število družin, ki ga lahko en darovalec pač pomaga ustvariti, in sicer nikoli pa nekak število otrok v tej družini, kar je spet tudi, če gledamo z ustavnopravnega vidika, mogoče rahlo sporno, glede na svobodno odločanje o varstvu, do rojenja otrok. Doktorica Jančar, vi ste želeli nekaj dodati, prosim? Ja, zdaj, tako, v tem zakonu iz leta 2000 je pisalo, da v bistvu darovalec lahko daruje, dokler ne pride do rojstva otrok v 2 družinah. To je bilo takrat. Zdaj pa piše do 2 otrok v 2 družinah, tako da to je nekako se noter zdaj znašlo, česar prej ni bilo. Je pa res, da Slovenija je majhna država, tako da jaz mislim, da to realno v 2 družinah je v redu, glede na to, da nas je manj kot 2 milijona, ker naprimer v Španiji vem, da je omejeno 6 družinami, ampak to je proporcionalno na velikost prebivalstva in države, No, to sem hotela dodati. Mogoče, če samo dodam, v Avstriji so to 4 družine, tako da v bistvu je mogoče nekako večji problem to, da recimo za najno družino se je štel ta standard Avstrije, potem pa itak živiva v Sloveniji, tako da če bi bilo to urejeno na ravni Slovenije, tudi mogoče sodelovanje z drugimi tujimi institucijami, bi bilo pač to nekako boljša sledljivost, mogoče. Ko smo odprli ta prostor za te izzive, s katerimi se srečujemo po izvajanju novele zakona v praksi, doktorica Jančar, so še kakšni povsem praktične situacije, s katerimi se srečujete pri zagotavljanju dostopnosti do teh postopkov? Recimo, potrebujete več strokovnega kadra, je mogoče več vlog za ugovor vesti, mogoče kakšni drugi praktični izzivi? Kot rečeno, mislim, mi zdravstveni delavci v javnih zdravstvenih ustanovah smo v bistvu res zavezani delovanja v skladu z zakonom, Tukaj ni mesto za ugovore vesti, tako je moje mnenje, Zdaj, kar se tiče tega, da bi bili mi samozadostni, bi bilo v bistvu nam v interesu, ker mi imamo pač predpisano, da bi darovalec bil slovenski državljan, star od 18 do 55 let, zdrav. Tako da to, mislim, jaz bi tukaj apelirala
da bi bilo fino, če dobimo svoje darovalce, ne? Tako bomo samooskrbni in tako bomo imeli tudi najboljšo sledljivost, a ne? Da bo res v 2 družinah, ne? Zdaj pač mi smo nekako prečesali te naše registre, tako da trenutno imamo darovalce na voljo, a ne? Trenutno zdaj so. Če bi dobili še kakšnega, bi bilo res zelo, zelo dobro, kar se tiče kadrovske opreme, kadrovskega zastopanja na oddelkih, pač imamo dovolj, a ne, dovolj zdravnikov in dovolj embriologov, pač, da pokrijemo potrebe celotne Slovenije. Hvala. Gospod Lobnik, ste želeli še nekaj dodati, prosim? Ja, debata sproža različna vprašanja in ena je mogoče tudi ta kot izziv za gejevsko skupnost, ki v tem procesu ne sodeluje na tak način, medtem ko lezbična skupnost že rojeva in materinstva istospolnih parov so precej prisotna in tudi vidna, ne, je pravzaprav to vprašanje, kako se pravzaprav ta darovalec, kako kdo postane darovalec, ne, v tem smislu za gospod Jančarjevo. Drugo pa seveda en razmislek o tem, kar pa se mi zdi film lepo prinaša, da zdaj smo govorili o tem medicinsko-biološkem aspektu, torej same oploditve, a ne, tisto, kar je pa del procesa, pa ga film lepo ilustrira in ta realnost se tudi dogaja v Sloveniji, je pa kako istospolni materi ne postaneta starša. Mi smo to debato v političnem prostoru 20 let spremljali za veliko tudi teh terminoloških salt, a ne, ko je bilo zdaj sta starša A in B, oseba 1 in 2 in tako naprej. Ne. Skratka, ja, gre za 2 materi, ja, ena je biološka, druga pa ni, ampak seveda, kaj pomeni 2 materi za otroka in kako v bistvu ta proces za take, film lepo pokaže, kako za istospolne pare teče proces starševstva tudi z perspektive tiste materi, ki ni biološka mati, kako se pravzaprav kljub temu, da ni šlo za neko spočetje heteroseksualno, v okolici, v družbi sprožijo vse mogoče psihološki momenti, a ne, razčiščevanje odnosov z svojimi starši in tako naprej. In to je tudi del te družbene realnosti, o kateri še v Sloveniji nismo veliko videli, slišali, ampak nastopi, a ne, in se mi zdi, meni se pa zdi kot nekdanji aktivist, ne, ki sem pri študentskih letih leta 1998 soustanovil študentsko skupino Legibitro in že v prvem letu smo se pogovarjali z kolegicami in kolegi študenti takrat, torej še v prejšnjem tisočletju, kaj bo z starševstvom in tako naprej. Vseeno en dober razvoj, čeprav je trajal, bile so nasprotovanja in težave, a ne, da smo danes tako daleč, a ne, pri teh vprašanjih, da so tukaj med nami mame istospolnih družin in da se lahko pogovarjamo o teh stvarih veliko lažje, kot se je to bilo takrat. Doktorica Jančar, pa vam dam priložnost, da odgovorite na vprašanje, kako nekdo lahko postane darovalec spolnih celic, potem pa predam še besedo magistru Požunu. Ja, kot rečeno, pač mi smo, darovalci so dobrodošli, da se javijo k nam na ginekološko kliniko, ne, www.leonisce.si oziroma info@leonisce.si je v bistvu elektronska pošta, kjer bo potem darovalec zelo hitro obravnavan strani našega androloga, če jih ravno ne bo na voljo pa ginekologa, ne, da se pogovorimo, razložimo vse, podpiše vsa soglasja, pač potrebne so nekatere preiskave na spolno prenosljive okužbe, na neke okužbe, ki se tudi sicer lahko prenesejo s semenom, torej pregled, anamneza in potem parkrat pride darovat, potem ponovimo te spolno prenosljive okužbe, da vemo, da je res zdrav in potem se lahko seme uporabi. Torej, omejitev je pa, da je državljan Slovenije in star od 18 do 55 let. Medtem, ko za darovalke pa od 18 do 35 let, zato ker žal ženske se pa malo prej postaramo, a ne, in je kvaliteta naših jajčnih celic že prej malo slabša. Tako da dobrodošle tudi darovalke. Ja, prej dozorimo, a ne. Tako da, magister Požun, vam predajam besedo, ker ste želeli še nekaj povedati, prosim. Ja, ker pravzaprav moje profesionalno delo je na ginekološki kliniki, ne. Mi smo se seveda
Čeprav nismo smeli delati postopkov, smo se pa potem srečevali z nosečnicami, porodnicami, tako da za nas to ni bilo nekaj, kar bi ne obstajalo, ne, in tudi pravzaprav nam ni bilo prijetno poslušati te zgodbe, kaj so te ženske oziroma te pari morali, da skozi te cene so šle tudi do 30.000 evrov, take informacije imamo, ko so morali ponavljati postopke, in to je seveda eno veliko odrekanje bilo v tem vidiku. Druga zadeva je zaradi števila dovoljenih pravzaprav uporabe, bom rekel, semena, ta neprijetna izkušnja, ki se je zgodila v Belgiji, ne, zdaj je s tem, ko se je prenesla ta genetska bolezen, ne, nas seveda zasvetila lučka, da kljub vsemu je treba biti na tem področju, posebej v državi, kot je Slovenija, kjer smo mali, zelo pozoren in predvsem tudi konzervativen. Kar se tiče darovanja, bi si mi seveda želeli več darovalk predvsem, ne, darovalce še nekako dobivamo, je pa nekaj, ne, da ljudje zelo radi darujejo ledvico, pa mogoče roženico, tudi srce, recimo po smrti se odločijo, da lahko to dobijo, medtem ko pri darovanju spolne celice, ne, kjer se prenaša genetski material, nekaj tvojega, da ne rečem, v religioznem smislu duša, pa imajo ljudje še vedno kar zadržek. Tako da mi tega zelo na veliko ne reklamiramo, ne, čeprav sva z Nino dobila naročilo, da naj pa poveva, kako se pride do tega, ne, tako da to seveda razširite, ne želimo pa tega na tak bolj agresiven način oglaševati, ravno iz vidika, da ne bi dosegli napačnih učinkov. Tako kot rekla Tina, mi zdaj te primere imamo in tisto, kar je bilo morda še zanimivo, naslednji dan, seveda smo vedeli, kako je presodilo Ustavno sodišče, naslednji dan po objavi se pravzaprav na oddelku ni zgodilo nič, delo je potekalo enako, nimamo nobenega ugovora vesti in tudi mislim, da ga ne bomo imeli, ne, zato ker kljub vsemu pa je ta skrb za pacientke oziroma za naše paciente na tem nivoju, da se nam zdi pomembno, da omogočimo vsakomu doseči nek svoj cilj in za nas je pravzaprav vsak zdravo rojen otrok eno veliko veselje in dosežek. Hvala lepa. Gospod Möderndorfer je prej še dvignil roko pred gospodom Lobnikom, pa bom dala gospodu Möderndorferju prednost, ker prosim. Ja, želel sem v bistvu upozoriti predvsem na diskusijo, ki je imel dr. Vrtačnik, potem kasneje smo se tudi pogovarjali o teh pravicah. Namreč, kako zadevo poenotiti v Evropski uniji. To bo zelo velik problem. Jaz sem v resnici danes zelo vesel, da je med nami tudi poslanka Tereza Novak, Državnega zbora Republike Slovenije. Obžalujem pa, da ni več poslancev, predvsem teh moških, ki zelo veliko vedo o teh stvarih. No, ampak verjamem, da se bojo te stvari prenesle. Namreč, zakaj je zelo pomembno to vprašanje poenotenja? Ko smo pred leti dobili to strašno željo z vrst zdravnikov, zdravniške zbornice, češ da je zdravstvena dejavnost, v bistvu pravzaprav gospodarska dejavnost, so sprožili preko svojega sindikata v Evropski uniji resno vprašanje, da se okoli tega opredelijo. Seveda je Evropska unija zelo jasno povedala, da to ni gospodarska dejavnost, namreč oni se borijo, da bi bila, se poznate zaradi privatizacije javnega zdravstva in tako naprej. In to je bolj ta sindikalni del, ne, da bomo metali vseh zdravnikov isti koš. Se tukaj seveda odpira tudi vprašanje, kako pravzaprav ESČP v bistvu pravzaprav obravnava to isto vprašanje. Namreč problem je, da bo Evropska unija tukaj zelo težko poenotila stvari. In zdaj pa odgovor, kako bi te vzorce, se pravi OBMP-ja, lahko nekako poenotili to zakonodajo v Evropski uniji, bo zelo težko že zaradi tega, ker je tudi ESČP zelo jasno povedal, da je to vprašanje nacionalnih vlad. To je nacionalno vprašanje in zato bo tukaj v prihodnosti izredno težko. Bo pa to seveda pomemben branik, ker jaz pač predvidevam, glede na to, da se je situacija na Madžarskem spremenila, v Sloveniji pa prav tako, da bomo imeli zdaj malo problemov in težav, nekaj, kar so imeli nekoč 16 let nekje drugje. Ali pa recimo, če se spomnite na Poljskem pred kratkim, ukinitev abortusa, že pridobljene pravice, kar je nam nonsens oziroma sploh nepredstavljivo vprašanje,
se bojim, da nas v prihodnosti čakajo tudi te teme. Ko bo problem v tej državi nastal okoli obstoječe oblasti, koalicije, se bojo začela odpirati ta vprašanja. Kot preusmeritev pozornosti na probleme, ki so dejanski v naši državi. In žal bojo trpele spet majhne skupnosti točno na teh točkah. In tukaj seveda vidim pomembno vlogo današnje opozicije, ki bo morala preprosto to obraniti. Vendar predno bo začela braniti ta vprašanja, ne, bo mogla se najprej prešteti v lastnih vrstah. Ker jaz sem bil izredno razočaran, ko sem v bistvu sprevidel, da kolegi, ki sem mislil, da imajo te pojme razčiščene in da ne rabim razlagati abecede, ne, sem bil močno razočaran. Ne bom o imeni govoril, ker ni vredno, ampak bili bi tudi vi razočarani, če bi slišali za ta imena. To so ljudje, ki danes kričijo o človekovih pravicah, ampak ko je treba pritisniti gumb, človekova pravica zgine. Nastane nova pravica, pravica do samoohranitve. To se mi zdi ena taka ključna stvar, da ne smemo pozabiti, da vse, kar imamo pridobljeno in to, kar smo dobili, v bistvu odgovor od ustavnega sodišča, to ne pomeni, da je samo po sebi umevno, ker na Poljskem je tudi ustavno sodišče na koncu obrnilo ploščo. To je resni problem, to se mi zdi ključen problem, kako pridobivati oziroma se boriti za pravico in istočasno braniti to pravico, ki jo že imaš. Ne, to, veste, v Švici so dobile ženske volilno pravico šele 72 leta, ne, se to zelo malo ljudi ve, ne, kar je grozljivo spet slišati, ampak za njih je bilo to normalno, da je niso imele. Ne. Se še danes marsikaj v Švici ni normalno, pa jo vsi tako upevajo. Tako da to se mi zdi pomemben poudarek. Preden odprem prostor še za vprašanje ali dva iz publike, prosim, gospod Lobnik. Ja, samo na kratko še en razmislek, ki se mi je utrnil v tej debati ob tako zanimivih sogovornicah in sogovornikih, je pravzaprav ta paradoks, ne? O dvoličnosti sem že govoril, ampak ravno kar sem spoznal, da smo imeli doslej sistem, v katerem so geji lahko pravzaprav prosto donirali v ta program, ker verjetno ni bil izključevalen na vprašanje spolne usmerjenosti, ni bil, ne. Ja, za razliko, ampak v tem smislu je bil to paradoks, ne? Lahko so donirali svoj genetski material, ženske pa niso smele na nek način prejemati tega genetskega materiala, če bodo otroke vzgajale v istospolni skupnosti. Ne? Tako da to pravzaprav ni imelo nič z medicino, ampak je imelo veliko za tem, kako razumemo odnose in strukturo odnosov kot varne za otroke. Ne? To je prvi paradoks. In v tem smislu seveda tudi vemo iz zgodb in anekdot, da so obstajale tudi istospolne partnerske ženske, torej pari, ki so se za potrebe tega postopka in ker morda niso imeli 15-30 tisoč evrov za Avstrijo, ne, premaskirali v pare in to dosegli v okviru zdravstvenega zavarovanja zastonj. In kaj smo torej kakšen sistem smo v resnici imeli? Imeli smo sistem, kjer so vsi lahko sodelovali, le če so se obnašali pravilno in bili videti pravilno. Tako da dostikrat je to pravzaprav zagonetno, kako deluje logika predsodkov, izključevanja in kaj ljudem sporoča. Predvsem naj se to ne vidi, pa vi to potem uporabljate. Tako, ampak to je pogosto v predsodkih in v diskriminaciji, gre za družbene pomene, zato je tako pomembno, da ne pozabimo na psihologijo družbe, na ta psihoanalitični vidik, kaj vse in kako se politična moč razvija in tak odnos. Tako da v tem bi samo dodal, da se mi zdi pomembno, da je veliko število družin istospolnih, ki se pojavljajo in so na nek način napol javno vidne tudi v skupnosti, pomemben signal in da spodbuja mnoge, da svoje starševske potenciale, ki niso samo biološka oploditev,
pravzaprav zasledujejo, živijo in na ta način preživljajo svoje življenje. Hvala, gospod Lobnik. Ja, življenje najde pot. Mislim pa, da je na nas vseh, da omogočimo, da je ta pot dostojanstvena za vse. Tako da odpiram prostor za morebitno vprašanje iz publike in prosim, če poveste svoje vprašanje v mikrofon, se najprej predstavite. Hvala. Halo, ja, se slišimo. Zdravo, moje ime je Jure. Hvala vsem za diskusijo. Vprašanje imam glede ene teme, ki ste se jo obregnili tudi med pogovorom. In sicer je bilo nekako rečeno, da je zdravljenje neplodnosti na nek način prešlo v uveljavljanje oziroma omogočanje želje oziroma pravice do starševstva, s čimer se jaz strinjam. Zdaj pa imam vprašanje za vse vas, morda tudi predvsem za predstavnike, bivše in sedanje predstavnike oblasti. Kako bi lahko uredili omogočanje želje oziroma pravice do starševstva parom brez maternice, se pravi nadomestno materinstvo? Hvala. To vprašanje je bilo že odprto, tudi v državnem zboru. Gre za tako imenovanega surogata, ne? To, kar pravzaprav že se dogaja in je zadeva odprta. Bolgariji, Romuniji, vse posod hodijo. Sicer so problemi, so težave, je izredno drago, zaradi tega, ker ni tako natančno opredeljeno, kot je z OBMP-jem, ne? Ampak kar se tiče pa slovenskega vprašanja, v bistvu moja ocena, res izključno moja, tukaj gre v resnici za tako imenovano in bi se pojavil isti problem, seveda najprej politični problem, šli bi skozi isto pot, tako kot smo šli z OBMP-jem, kot smo šli z poroko, kot smo šli z posvojitvijo, in bi vam odgovorili, da imate možnost posvojitve. To bi bil recimo prvi odgovor, ne, tak nevšečen, ker posvojitev ni enako, ne, predvsem pa gre tukaj za filozofsko vprašanje, ki bi ga ta družba mogla najprej rešiti. Vam bom poskušal zelo poenostavljeno razložiti. Zdajte, če smo se pogovarjali pred leti in je bil problem in še vedno je problem evtanazija, ne? In če smo se 25 let pogovarjali o OBMP-ju in o pravicah do porok istospolnih parov, je to vrstno vprašanje popolnoma enako. Gre pa za najprej filozofsko vprašanje. Ne? S tem se bi vsi politiki radi ukvarjali, pa vsa stroka bi se rada ukvarjala, ne dovolijo pa, da se ta diskusija odpre na bistveno širšem polju. Ne? In tam in skozi ta vrata bi ta pot seveda bistveno lažje šla skozi. Seveda bi se pa na koncu, to vam pa že zdaj povem, moja ocena, zopet moja ocena, na koncu ta zadeva zaključila in rešila samo z ustavnim sodiščem. Žal. Ta družba preprosto je preveč, ne bom rekel nezrela, ampak preprosto ima preveč močen vpliv na široko družbo in poenostavljanja stvari, kako zadevo zaustaviti. Namreč pri nas je v ospredju, ko rečemo domoljubje, ko rečemo Slovenec, ko rečemo državljan, so te besede veliko močnejše od besed, ki označujejo človekove pravice. Žal smo še vedno tam. In ta, bom rekel, razklanost na dva pola v slovenski družbi nam ta trenutek onemogoča eno resno diskusijo z pomembnim vprašanjem, ki ste ga odprli. In ni prvič odprto. Toliko lahko jaz dodam. Prosim, gospod Lobnik. Zdaj pa o razklanosti v praksi. Mi se v instituciji zagovornika načela enakosti s tem vprašanjem nismo srečali, nismo dobili nobenega takega vprašanja, da bi ga namreč v takem primeru vedno naredili neko analizo pravno in tako naprej, da bi v bistvu kontekst raziskali in vse te aspekte odprli. Ni pa pričakovati, da bi z mano na čelu institucije prišlo do kakšnih aktivnih korakov v to smer, ker sem pa jaz osebno etično rezerviran do teh vprašanj.
če sem imel glede teh oblik starševstva, posvojitev in OBMP-ja popolnoma jasno mnenje, tukaj tega nimam in recimo v tem smislu bi želel zelo dobro spoznati te aspekte. Nekatere, s katerimi sem že bil soočen, so vprašanje izkoriščanja mater, ki nosijo torej tega otroka v tretjem svetu, ki so za to plačane, v bistvu določenih izkoriščevalskih situacij, ki nastajajo, sistemov v svetu, ki to podpirajo. Torej so določena etična vprašanja, ki jih je v zvezi s tem potrebno zelo temeljito preučiti in seveda dati na tehtnico. Tako da v tem smislu pa seveda noben od nas ni predstavnik oblasti ta trenutek v tej dvorani, pa sploh ne, razen seveda gospe poslanke, ki pa je ena od 90 predstavnic oblasti zakonodajne narave. Mislim pa, da je potrebno, da se taka vprašanja, dobro, da smo toliko spremljajočih tem odprli, a ne, da se začnejo pogovarjati tudi z konec koncev novimi strankami v parlamentu, da se začnejo o tem debatirati, predvsem pa, da se o tem debatira na nek tak, bi rekel, način, kot to nam danes uspeva. Hvala lepa. Prosim, če še gospe Terezi Novak predate mikrofon. Ja, hvala lepa. Se mi zdi, da je dobro, da nadaljujem. Zdaj s tem sem bila parkrat izvana. Najprej, kako zdajšnja, mislim, ne moram reči oblast, ne, ker jaz sem trenutno opozicija in v državnem zboru, ampak o teh stvarih je treba govoriti. To je treba dati na neko agendo civilne družbe ali kakorkoli nekih skupin, zato ker v parlamentu sedimo ljudje, ki nismo imuni na to, kar se dogaja v družbi. Ne? Tako da recimo ena paralela je lahko z zakonom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je prišla iz civilne družbe, smo jo posvojili, veste, kakšen je bil potek potem, ne? Tako da najbrž bomo spet imeli leta, slej ko prej pa bo. Ne? Bi pa mogoče rekla še to, kar ste prej spraševali, oziroma je bilo omenjeno, kaj zdaj s to pravico. Ne? Res je treba braniti to, kar imamo. Mi bomo, naprimer, posebej zdaj, mi bomo imeli jutri ob 8. zjutraj sejo, kjer bomo verjetno po hitrem postopku vzeli volilno pravico državljanom iz tretjih držav, ki imajo tle stalno bivanje, zato ker pač se to lahko, če imaš večino. Ne? Tako da nočem biti pesimistična, ampak v resnici se je treba vedno postaviti za svoje pravice in to, kar imamo, je treba braniti. Seveda opozicija absolutno v državnem zboru, ampak za pomočjo vseh, ne? Kar samo tako to gre. Mi bomo že, mislim, saj jaz lahko rečem, da se bom za vse te pravice zelo borila, ampak tle je treba biti aktiven tudi, če nisi znotraj politike v resnici. Najlepša hvala, gospe Terezi Novak. Še za eno vprašanje damo možnost tamle v ozadju. Prosim. Ja, hvala lepa. Moje ime je Sanja Janovič-Hovnik. Jaz lahko rečem, da sem imela ta privilegij spremljati en del boja za pridobitev te pravice skupaj z Janijem v parlamentu, a ne, in zdaj povedati o tej politični temi oziroma nepolitični temi ali politične realnosti, a ne, si je treba tukaj vendarle naliti malo čistega vina, a ne, in reči Bobu Bob, in sicer, da človekove pravice so zelo priročna tema in politična tema, ko si v opoziciji, moment, ki nastopi, ko imaš tisto moč, da dejansko nekaj spreminjaš, da, ne vem, dodeliš sredstva nekomu, ki se aktivno bori za človekove pravice, da odpiraš te teme v parlamentu, na ministrstvih, a ne, se pač to nekako spremeni v momentu, ko to lahko. Ne, in v opoziciji to postane oportuno tema, a ne, Jani, kjer se vsi tolčemo po prsih, kako so nam te teme pomembne, kako se borimo za enake dostope istospolnih, raznospolnih, takšnih, drugačnih skupin.
Ne? Realno se potem pokaže, ko je treba pritisniti gumb, ali je ta gumb za potrditev nekega glasu, ali je ta gumb potem za potrditev nekega posameznika na določeni poziciji, ali pa čisto je ta gumb takrat, ko potrjuješ sredstva, ki jih podeljuješ organu, ki se potem lahko aktivno bori za te pravice. No, to je ena malenkost, ki sem jo želela dodati na vso to temo danes, ki je pomembna in za katero čestitam pričujočim, da ste se imeli možnost in v bistvu voljo boriti toliko časa za to. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ajanović-Hovnik. A bi kdo slučajno iz omizja želela komentirati? Hvala lepa. Torej, zdaj pa dejansko zares. Zaključujemo pogovor. Jaz se zahvaljujem vsem za omizjem, za vaše uvide, pojasnila, za deljenje izkušenj. Celoten postopek odprave diskriminacije na podlagi zakonskega stanu in spolne usmerjenosti žensk pri dostopu do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo je trajal torej skoraj četrt stoletja. Vključeval je zakonodajni referendum, katerega referendumska kampanja je nakazala začetek podobnih kampanj zoper pravice manjšin z ustvarjanjem moralne panike. Vključeval je več zahtev za oceno ustavnosti zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Na koncu pa je zahteva za oceno ustavnosti zagovornika načela enakosti in posledična odločitev ustavnega sodišča, da so deli omenjenega zakona v neskladju z ustavo, privedla do sprememb in dopolnitev zakona. Te so po desetletjih izključevanja dela žensk iz dostopa do teh postopkov odpravile diskriminatorno ureditev. Samske, razvezane, ovdovele ženske in ženske živeče v istospolnih zvezah so tako dobile enako pravico do tega, kar je za nekatere ženske že dolgo veljalo. Spremenjen in dopolnjen zakon se v praksi izvaja pol leta, nekateri izzivi se že izrisujejo, a hkrati tudi rešitve in seveda poziv, da ohranjamo pridobljene človekove pravice in se borimo za nove. Današnjo okroglo mizo smo zvočno posneli za 24. epizodo podcasta Zagovornika načela enakosti. Na okrogli mizi so sodelovali Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, Jani Möderndorfer, magister Peter Požun, dr. Urban Vrtačnik, doktorica Nina Jančar in Maša Jeričević-Šušteršič. Pogovor sem povezovala, Eva Gračanin. Vabljene in vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za podcaste. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. Še enkrat ste vse in vsi lepo vabljene in vabljeni, da se nam pridružite na predvajanju režijskega prvenca Alice Duart po dokazi ljubezni. Lep pozdrav do prihodnjič.